Zdaj smo na razgledni točki Belvedere, v ozadju vidimo pa Izolo. Tam bo tudi glavna sprehajalna točka danes. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Odpravljamo se iz Izole do Žusterne, tam se bomo obrnili in prišli nazaj. Obalna pešpot je pa speljana mimo marine in gre potem ob nabrežju vse do Svetilnika, kjer se začne tudi mestna plaža. Pot ob obali je zelo taka prijetna, pa primerna tudi za vozičke. Imamo 12 stopinj Celzija in pa rahlo oblačno. Pričakujemo sončka tudi okrog popoldneva. Izola po italijansko pomeni otok, ker je bil to včasih otok in so ga kasneje potem povezali s celino. Izola je manjše mestece, ki leži med Koprom in pa Piranom in je danes znana tudi kot turistično središče. Domačini so pa od nekdaj in so še vedno povezani z ribištvom. Tukaj smo zdaj lahko živo spremljali čiščenje in pa prodajo rib. Pa kdo pa ne pozna znamenite Delamare iz Izola in njihove ribe iz konzerve, pa odlične turistične paštete. Sicer je pa Delamare danes edini slovenski ponudnik konzerviranih ribjih dobrot, ki še vedno ohranja tradicionalne recepture in pa seveda razvija tudi nove, z novimi okusi in raznimi dodatki. Včasih so predelovali in pa konzervirali tudi slive, grah, fižol, meso, paradižnike, tako da so nekako lažje prebrodili tista mrtva ribolovna obdobja, ker včasih je bil lov na sardine ob polni luni zakonsko prepovedan. Sem lahko pridete pa s svojimi kužki in uživajo tudi vaši hišni ljubljenčki. Zdaj smo se povzpeli gor na ulico, potem se bomo pa spet priključili k obali. Na tej transformatorski postaji pa vidimo en zanimiv grafit, in sicer navijaške skupine Ribari Izola, ki delujejo in navijajo športno ali pa nešportno na raznih tekmah, nogometnih, rokometnih, in to že od leta 1990, se pravi že več kot 30 let. Smo pa zdaj prišli ponovno do obale, hodimo pa že ful časa, tako da se zdaj pogledamo še tole mašinerijo tukaj, če kaj za popraviti. No, pa se pa kar obrnemo nazaj proti centru mesta. Mi se zdaj obračamo, ker imamo že zdaj več kot 5000 korakov, tako da ne bomo prišli do Žusterne. Se kar nahodiš, malo me je presenetilo ta industrijski del, ker sem mislila, da se gre skozi ob obali. Je pa en del kolesarskih poti kar lepo urejenih tudi v Izoli. V Izoli je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina. To dvojezično območje je na slovenski obali prisotno tudi v Kopru in pa Piranu. To, kar smo pa zdaj videli, je pa datura, oziroma rečejo tudi kraljica noči.
Je pa mesto zelo tako slikovito, barvite hiše, ozke ulice, simpatična marina, krasna sprehajalna pot ob obali. Kaj čete lepšega kot en tak super družinski izlet. Tako, mi smo pa zdaj nazaj na obali. Bil je pa danes en tak lep sprehod. Sicer nam ni ratalo tako, da pridemo do Žusterne, ker je bilo predaleč. Smo se prej obrnili na konec Izole, ampak se pravi, po Izoli se da narediti 10.000 korakov. Hvala za pozornost. Pejte tudi vi na kak sprehod. Boste fajn in se vidimo. Čau, čau!